Septembra bodo na družabnem dogodku v Hiši EU predvajali film Druga stran upanja. Ta govori o prijateljstvu med sirskim beguncem in filmskim gostincem. Ali film lahko približa gledalcu tako težke teme, kot sta izguba doma in iskanje novih prijateljev? Mogoče je film res najboljši medij za pripovedovanje zgodb. Sploh v današnjem času, ko knjiga ni več tako željena, ne dostopna, kot je bila nekoč, ni več tako željena. Vedno lahko ta zgodba pride najglobje do človeka, ki pač ta film gleda, ne, se pravi, da se ga dotakne. Pa sploh pa mladim se mi zdi, da je najbližje ta medij. Tako da se so ves čas prlimani na ekrane, tako da ja, je to prava pot. Draga Potečnjak je že v 90. letih prejšnjega stoletja z mladimi begunci iz Bosne pripravila projekt Pregnanci. Zanj je prejela nagrado Evrope. Kako bi predstavili otroku, kako je biti begunec? Pregnanec ali begunec najlažje spregovori o sebi, se pravi, ga vidimo, ga doživimo. Razen tega je to pomembno tudi za njih same, ne samo za nas, ki sprejemamo, ali pa za to mladino ali za te otroke, ki bo to gledala, ampak tudi za njih, ki imajo možnost spregovoriti o sebi, in to vsakmu posamezniku pomeni zelo veliko. Zakaj pa? To je izjemno pomembno, zato ker v glavnem so to glasovi, ki morajo biti tiho in morajo biti ugašnjeni. Vi ste z gledališko predstavo nekoč pomagali, da so bili ti glasovi slišani. S Carmen Furlan, pokojno, sva ustanovili projekt Pregnanci tukaj v Kudu, zdaj to ni več kot v nekdanjem Kudu France Prešeren. In okrog teh pregnancev se je začela zbirati pravzaprav vsa mladina, ki je bila takrat iz Bosne, oziroma večina teh mladih. Kaj pa so počeli? Edi Štefančič je imel glasbene skupine in tako naprej. Potem Barbara Bulatović je delala lutke. Ali veste, kje so ti otroci danes? To so v glavnem srečne zgodbe, ali pa so kar vse po vrsti srečne zgodbe. Vsi ti mladi ljudje, ki so imeli možnost spregovoriti, ali pa ki so imeli to možnost prihajati v stik s svojo kulturo, ali pa spregovoriti o sebi na nek način skozi ustvarjalnost, tudi skozi neke umetniške vsebine, bom rekla, so dobili, so obdržali sami sebe in jim je uspelo nekako narediti ta preboj v družbo veliko lažje kot pa drugim, ki te možnosti niso imeli, jim je bilo težje. Zaradi tega, ker je važen dialog in preko tega so oni našli dialog za to skupnostjo, za Slovenijo.